prisrčno pozdravljeni. Naj povem, da bomo snemali večino predavanj, razen enega, tako da bo na voljo tudi tistim, ki se danes niso mogli udeležiti tegale izobraževanja, pa bi želeli se podučiti o invalidskem upokojevanju. Ja, pravzaprav je to en od sklopov predavanj v okviru projekta celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov in ki mu rečemo tudi OREH, onkološka rehabilitacija. Kot verjetno veste, poteka že 2 leti pilot celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojke in seveda namen je tudi izobraževanje tako naših sodelavcev kot tudi bolnikov. Odločili smo se, da bi danes pobliže spoznali postopke invalidskega upokojevanja in problematiko v zvezi s tem, kajti kar velik delež bolnikov z rakom se invalidsko upokoji, saj je rak v Sloveniji med prvimi 5 vzroki invalidnosti. Tako da bi danes predstavili kolegi in ena od bivših bolnic postopke invalidskega upokojevanja iz vidika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, družinske medicine in pa tudi bolnice z rakom dojk. Naj povem še to, da je prišlo do spremembe programa, zaradi tega, ker docent dr. Nena Kopčavar Guček ne more prisostvovati zaradi urgentne situacije na terenu, zaradi tega, ker mora biti v ambulanti in nadomeščati kolege, ki so prisilno v narekovajih doma zaradi karantene otrok. Tako da se opravičujem, vas lepo pozdravljam. Bomo pa program spremenili v tej smeri, da bo dr. Kramžar imel nekoliko daljše predavanje, namesto 20-30 minut, in pa dr. Vesna Pekarovič, ki je tudi specialistka družinske medicine, bo nekaj dodatno povedala o tem pogledu na invalidsko upokojevanje s strani specialista družinske medicine. Tako da ostajamo pravzaprav na istem časovnem okviru 1,5 ure predavanj in potem pol ure časa za diskusijo. Seveda ste vabljeni, da sodelujete ob koncu predavanja z vašimi vprašanji v živo ali pa daste pač vprašanja v chat. Tako. To za začetek, zdaj bi pa kar povabila kolega dr. Borisa Kramžarja, da nam predstavi prvo predavanje, in sicer postopke ocenjevanja invalidnosti po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Dr. Kramžar je specialist medicine dela, prometa in športa in je zaposlen na SPIZ-u, sektorju za izvedenstvo. Je predsednik invalidske komisije in rehabilitacijske komisije Celje, tako da se ukvarja z ocenjevanjem invalidnosti, ocenjevanjem telesnih okvar, potrebe po pomoči in postrežbi in drugih zahtevkov. Tako da bi lepo prosila dr. Kramžar, da nam predstavite vaše uvodno predavanje. Hvala. Lep pozdrav, se sliši, upam, da se slišimo. Najprej najlepša hvala za povabilo in pa za lepo predstavitev. V svojem prispevku bi predstavil danes postopke ocenjevanja na invalidnosti po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predvsem, preden bi šel v sam uvod v to, bi rad povedal, da obstajajo, da se ne bi prišlo do zmot pri uporabi izraza invalidnost,
da obstaja v slovenski zakonodaji več izrazov v zvezi z invalidnostjo in pa statusom invalida. Danes bomo govorili, kot je v prvi vrsti navedeno, o invalidnosti po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer se ocenjuje predvsem delovna zmožnost in pa preostala delovna zmožnost. Obstajajo še pa druge invalidnosti, in sicer po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je usmerjeno predvsem prvenstveno v osebe, ki so nezaposlene. Potem obstaja invalidnost po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, pa invalidnost tudi glede telesnih okvar, kjer je prišlo na tem področju do velike spremembe pred kratkim in bomo na koncu to tudi poudarili. Potem so še invalidnosti po predpisih Centra za socialno delo, pa zakona o vojnih invalidih. Skratka, izraz invalid je uporabljen v večjih zakonih in ima pa povsem različne definicije in seveda je potrebno te tudi ločiti med sabo. Če gremo zdaj na današnjo temo, to je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kot temelj za ocenjevanje invalidnosti, je pravna podlaga seveda veljavni zakon od leta 2013 dalje, z številnimi spremembami. Zadnja sprememba, kot rečeno, je bila pred kratkim v zvezi z telesno okvaro, imenuje se ZPIZ _2_J, tako da je, lahko rečemo, precej živ zakon. Druga pravna podlaga, ki je pomembna pri ocenjevanju invalidnosti, pa je pravilnik o organizaciji in pa načinu delovanja izvedenskih organov. To je v bistvu en tak temeljni akt za delovanje invalidskih komisij, kjer so natančno opredeljeni postopki ocenjevanja invalidnosti, organizacija in pa seveda tudi vsebina. Kot tretja je na slajdu navedeno še organizacijsko navodilo, to ni zakonski akt, to je interni akt, omenjam pa ga zato, ker zelo natančno predpisuje vse postopke od ocene invalidnosti, od vloge dalje skozi pridobivanje vseh dokumentov, tako medicinskih kot tudi delovnih dokumentov, in natančno tudi opredeljuje postopek poklicne rehabilitacije, ki ga vodimo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Dostopen pa je na internetni strani ZPIZ-a. Definicija invalidnosti po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je včasih malo dvomljiva, zapisana je v 63. členu, v prvem odstavku na slajdu. Gre v bistvu za situacijo, ko nastanejo spremembe v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije. To pomeni, da v bistvu se na to navezuje tudi izraz, ki ga invalidske komisije včasih uporabijo, da zdravljenje ni končano. To pa ravno zaradi tega, ker izhajamo iz te definicije, da mora biti zdravljenje končano, pomeni, da se ne pričakuje več sprememb, kljub temu, da neka terapija, neka rehabilitacija lahko še traja oziroma je predvidena tudi v določenih primerih skozi več let ali celo doživljenjsko. Za lažje razumevanje sem v spodnjem delu slajda navedel, kaj je dejansko v praksi pomeni, da nekdo postane invalid. Po veljavni zakonodaji ZPIZ-a, to je oseba, ki delno ali pa v celoti ne zmore opravljati svojega ali pa zadnjega dela, zadnje je mišljeno, če gre za nezaposleno osebo, in pa seveda poklica, in je takšno stanje dokončno, ne glede na nadaljnje terapevtske in pa rehabilitacijske postopke. Torej, ko so izpolnjeni ti kriteriji, da je nastala neka dokončna situacija, takrat je seveda podana podlaga, da se lahko opredeli tudi ustrezna kategorija invalidnosti. Zakon poleg invalidnosti, zakon ZPIZ-2, poleg invalidnosti govori tudi o preostali delovni zmožnosti. Na kratko rečeno, preostala delovna zmožnost je podana pri vseh zavarovancih, zakon imenuje pa zavarovance tisti, ki so vključeni v naše postopke. Torej, preostala delovna zmožnost je podana pri zavarovancih, ki so ocenjeni z oceno, da invalidnost ni podana, ali pa z prvo kategorijo invalidnosti. Torej, vsi primeri ostalih kategorij invalidnosti pa so zavarovanci, ki imajo preostalo delovno zmožnost, ki jo seveda opredelimo v obliki kategorije invalidnosti.
Opisno preostala delovna zmožnost pomeni, da zavarovanec lahko opravlja delo s polnim delovnim časom na drugem delovnem mestu. Seveda so v zvezi s tem podane omejitve za osnovno, torej delovno mesto, na katerega je bil razporejen pred ocenitvijo. Potem je preostala delovna zmožnost podana tudi, če se lahko zavarovanec usposobi s poklicno rehabilitacijo za drugo delo s polnim delovnim časom in pa tudi za delo s krajšim delovnim časom, vendar pa je pri tem, kot bom kasneje obrazložil, podana časovna omejitev. Namreč poklicna rehabilitacija za krajši delovni čas je predpisana samo za zavarovance do 50. leta starosti. In pa seveda preostala delovna zmožnost je podana tudi, če lahko opravlja zavarovanec delo v krajšem delovnem času najmanj 4 ure dnevno. Ta zadnja alineja, ki je navedena, poudarjam, da je najmanj 4 ure, ker manj kot 4 ure pomeni, da torej, če zavarovanec lahko opravlja delo samo 2 ali 3 ure dnevno, potem v bistvu nima preostale delovne zmožnosti z vidika zakona. Najmanj 4 ure dnevno pa pomeni, da je lahko to 4 ure, 5 ur, 6 ur, tudi 7 ur, pač glede na zdravstveno stanje in glede na zmožnost in pa obremenitve, ki nastajajo na delovnem mestu. Tako da krajši delovni čas ni vedno samo 4 ure dnevno. Kategorije invalidnosti, to je v bistvu tiste, ki jih predpisuje zakon, so prva, druga in tretja, te so splošno znane. Na tem mestu bi omenil, da imamo 2 obliki prve kategorije invalidnosti. Torej, prva kategorija pomeni pravico do invalidske pokojnine in ena oblika je, da zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela, to pomeni, da ni zmožen za nikakršno zaposlitev. Druga oblika prve kategorije invalidnosti pa je ta, da zavarovanec ni več zmožen opravljati svojega poklica, nima pa več preostale delovne zmožnosti. To v praksi pomeni, da zmore opravljati kakšno delo z omejitvami še 1, 2 ali 3 ure, vendar pa to seveda ne zadostuje več za vključitev v redni delovni proces pod pogoji, kot to predpisuje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Druga kategorija invalidnosti je po predprejšnjim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pomenila 4-urni delovni čas. Predzadnji zakon, torej ZPIZ-1, pa je drugo kategorijo povsem na novo definiral. Namreč pri drugi kategoriji pride v poštev takrat, kadar zavarovanec ni več zmožen za opravljanje svojega poklica, oziroma po zakonski dikciji je to opredeljeno, kot da je njegova zmožnost za opravljanje poklica zmanjšana za 50 ali več procentov. Tretja kategorija invalidnosti pa je v bistvu tudi najpogosteje podana kategorija invalidnosti pri invalidskih ocenitvah, pa pomeni delo s krajšim delovnim časom na svojem delovnem mestu ali na drugem delovnem mestu, ali pa delo z polnim delovnim časom na drugem delovnem mestu. Pri tem sem izpostavil v spodnjem delu slajda 4 pojme, ki so v zvezi s kategorijami pomembni. To je kot prvo poklic, osnova za ocenjevanje je namreč zavarovančev poklic. Ta je definiran kot njegova osnovna pridobljena izobrazba in pa seveda vse izkušnje, ki jih je pridobil tekom delovne dobe. Drugi pojem je delo. Tu mislimo na delovno mesto, na katerega je zavarovanec razporejen. Vemo, da so te razporeditve lahko včasih povsem drugačne, kot pa je zavarovančev poklic, in pri opredelitvah kategorije invalidnosti upoštevamo obe kategoriji. Na tretjem mestu sem navedel dejavnost, to pomeni, da so v ta sistem ocenjevanja vključene vse zavarovane osebe, tudi espeji in pa kmetje. To v preteklosti je bilo spremenjeno, namreč sprva so bili nekoliko izločeni tisti, ki opravljajo samostojno dejavnost in pa kmečki zavarovanci iz sistema tega ocenjevanja. No, to se je potem popravilo, tako da so sedaj vsi zaposleni, ne glede ali imajo delodajalca, so zaposleni pri drugem delodajalcu ali so nosilci dejavnosti,
povsem izenačeni. Kot četrti pojem sem navedel nezaposlene. Vse te kategorije seveda pripadajo, če tako rečemo, oziroma se po tem sistemu ocenjuje tudi nezaposlene osebe, seveda pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, torej da imajo določeno število delovne dobe. Kot zadnje sem omenil teh navedel 50%, namreč teh 50% včasih zelo moti, da je prišlo v dikcijo kategorije invalidnosti 50%, nad 50% zmanjšana zmožnost za opravljanje svojega poklica, seveda pomeni drugo kategorijo invalidnosti in s tem tudi nekoliko drugačne pravice. Zmanjšana zmožnost pod 50% pa pomeni, da gre za tretjo kategorijo invalidnosti z enim od oblik izrekov, ki jih bomo kasneje videli. Kako se določi 50%, je v bistvu samo v pristojnosti in pa znanju, bomo rekli, izvedenca oziroma izvedenskega organa. Dejansko ne pomeni to nobenega seštevka kakšnih števil, kakšne telesne okvare, ampak je teh 50% zgolj navedenih kot meja glede zmožnosti opravljanja poklica ali pa zmožnosti opravljanja samo zadnjega dela. Kdo ocenjuje invalidnost na ZPIZ-u? To so izvedenski organi ZPIZ-a. Izvedenski organi so senat invalidskih komisij na prvi in pa na drugi stopnji. V določenih primerih, kar naprimer pri določanju telesnih okvar, dodatka za pomoč in postrežbo in pa še nekaterih drugih dejavnosti z področja invalidske komisije, pa lahko nastopajo tudi izvedenci posamezniki, torej ne v senatu. Senat sicer predstavljata dva zdravnika na prvi stopnji, enako tudi na drugi stopnji. Vključene imamo kot izvedence še tudi poleg zdravnikov varnostne inženirje, ki lahko tudi sodelujejo kot člani senata, ne pa kot predsedniki senata. V vsakem senatu je predsednik senata zdravnik, specialist, član senata pa prav tako zdravnik ali pa, kot rečeno, lahko je tudi varnostni inženir. Kako smo organizirani? Organizirani smo v obliki sektorja za izvedenstvo. V okviru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo povsem samostojni sektor, sestavljen je pa iz dveh delov, to je služba za izvedenstvo prve in pa druge stopnje. Lokacijsko deluje služba za izvedenstvo prve stopnje na naštetih navedenih lokacijah. Namenoma je navedena tudi Murska Sobota in Koper. Ti dve invalidski komisiji sta se pred časom ukinili, tako da zavarovanci z tega področja gravitirajo glede ocenjevanja na Invalidsko komisijo Ljubljana. Invalidska komisija druge stopnje je locirana v Ljubljani in deluje kot pritožbeni in kot revizijski organ, deluje pa seveda po enakem postopku, kot velja tudi za Invalidsko komisijo prve stopnje. Vse aktivnosti so tlele navedene zelo na kratko, ki jih opravljamo na invalidskih komisijah. Poudarjena je ocena invalidnosti oziroma preostale delovne zmožnosti, o katerih bomo danes še natančneje govorili, in mnenja o telesni okvari. Kot sem že uvodoma povedal, je prišlo na tem področju kar do velike spremembe, ki smo si jo vsi, ki se ukvarjamo s tem ocenjevanjem, želeli, ne nazadnje pa seveda tudi zavarovanci, saj se je ponovno uvedel način uvedbe finančnega nadomestila za ugotovljeno telesno okvaro v višini 50% in več. Naj vas tle ne moti številka 50%, ki je bila prej navedena kot zmožnost za opravljanje poklica. Tle gre za popolnoma drugo metodologijo določanja in jo bomo tudi na kratko na koncu predstavili. Potem odločamo o potrebi po pomoči in postrežbi. Za enkrat še, kot vemo vsi, je v teku sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo potem nadomestila te naše dodatke za pomoč in postrežbo ali DPP, kot je laično večkrat imenovano. Za enkrat še odločamo o njih, kako dolgo bo, je pa seveda odvisno od zakonodajalca. Odločamo potem tudi o prišteti dobi, na podlagi
na podlagi osebnih okoliščin. To pomeni, da določene bolezni, ki so prisotne pri zavarovancih, utemeljujejo prišteto dobo, pomeni, da se celotni pokojninski dobi doda 1/4 let in se s tem, to je primerljivo recimo z starim izrazom beneficirana delovna doba, ki se je sicer nanašala na poklic, to pa se nanaša na prisotnost eventualnega obolenja oziroma stanja, ki so točno določena in se v teh primerih tudi vsako leto potem podaljša za nekoliko mesecev, kar se tiče z vidika pokojninskega zavarovanja. Dodatno opravljamo pa še več aktivnosti za potrebe centrov za socialno delo, to je odločanje o družinskem pomočniku, o invalidu po zakonu o socialnem vključenosti invalidov, varstvene dodatke obravnavamo tudi, podajamo celo ocene tudi glede zmožnosti obdelovanja zemlje pri kmečkih zavarovancih in še nekaj takšnih storitev, ki jih izvajamo za Ministrstvo za delo. Sam invalidski postopek je na tem slajdu shematsko prikazan. Kot prvo je seveda potrebno uvajanje postopka, vsega od teh postopkov bomo v nadaljevanju natančneje predstavil. Najprej torej, da se sploh uvede nek postopek, temu sledi potem pripravljalni postopek, to je postopek, v okviru katerega se pridobiva dokumentacija, bodisi medicinska ali delovna, vkolikor ni popolna že v osnovi, seveda vse z namenom, da se potem pripravi celotna dokumentacija za predstavitev invalidski komisiji, ki poda izvedensko mnenje. Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije pa potem območna enota Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izda odločbo. Zoper to odločbo je možna pritožba, tako zavarovanca kot delodajalca. V primeru pritožbe se obravnava celotna zadeva na invalidski komisiji druge stopnje, ki poda svoje mnenje in temu sledi potem dokončna odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Samo uvajanje postopka je možno na več načinov. Osnova je obrazec IZ-1, ki je dostopen na internetu, ga poznajo vsi specialisti družinske medicine, zelo veliko tudi izvajalcev medicine dela, specialistov medicine dela. Torej, ta obrazec IZ-1 se v praksi praviloma izpolni s strani izbranega osebnega zdravnika. Pobuda za izpolnitev tega obrazca pa je lahko na strani samega osebnega zdravnika ali na strani zavarovanca. Lahko zahteva izdajo tega obrazca in s tem uvedbo postopka tudi imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Praviloma se to sproži po daljši odsotnosti oziroma po enem letu, kot obstaja neko nenapisano pravilo. Po enem letu začasne zadržanosti od dela oziroma bolniškega staleža v praksi imenovani zdravnik opozori osebnega zdravnika, da se sproži postopek predstavitve invalidski komisiji. Obrazec IZ-1 oziroma sprožitev postopka lahko zahteva ali predlaga tudi izvajalec medicine dela, če ugotovi spremembe na preventivnem zdravstvenem pregledu takšne narave, da povzročajo trajne spremembe delovne zmožnosti pri zavarovancu, mora pa biti za to seveda dogovor z osebnim zdravnikom. V praksi je tako, da če specialist medicine dela na preventivnem pregledu ugotovi neko spremembo, ki ne bo le začasna, ampak zavarovanca trajno onesposablja za opravljanje določenih delovnih aktivnosti, to zapiše v svojem poročilu, ga pošlje tudi osebnemu zdravniku in na podlagi tega se potem sproži postopek. Pobude za uvedbo postopka so lahko podane tudi s strani lečečih specialistov, klinične ali kakšne druge specialnosti, in se to tudi lahko na obrazcu posebej navede. Vedno pa je potrebno na obrazcu navesti, kdo je sprožil ta postopek, tako da je to razvidno in pomembno je tudi za nadaljevanje celotnega postopka. Nenazadnje lahko sproži postopek tudi zavarovanec sam,
če meni, da je potrebna ocena invalidnosti oziroma preostale delovne zmožnosti. V tem primeru je dovolj, da predloži medicinsko dokumentacijo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na naši strani pa je potem, da pridobimo od izbranega zdravnika obrazec IZ-1. Vkolikor izbrani osebni zdravnik tega ne želi izpolniti, pa v skrajnem primeru obravnavamo zavarovanca tudi brez tega obrazca. Po tem, ko prejme Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ta obrazec IZ-1, to je ta obrazec priložen, kateremu so priloženi specialistični izvidi, je seveda to začetek tako imenovane prve faze, to je, da se pridobiva delovna dokumentacija. To delovno dokumentacijo, to so podatki, kot bomo kasneje videli, o delu zavarovanca v njegovem poklicu, to pridobiva strokovni delavec ZPIZ-a in ko je ta popolna, jo potem skupaj z medicinsko dokumentacijo odstopi invalidski komisiji oziroma izvedencu invalidske komisije, ki proučuje, ali je medicinska dokumentacija popolna in pa ali je delovna dokumentacija popolna. Torej, ali so na razpolago vsi podatki, ki so potrebni za podajo ocene invalidnosti oziroma preostale delovne zmožnosti. V zvezi s tem so seveda možne tudi dopolnitve. Na tem mestu bi omenil še tudi, da se v tej drugi fazi preverja, ali je izbrani zdravnik oziroma tisti, ki je sprožil postopek, tudi upošteval seznam obvezne medicinske dokumentacije, ki je potrebna za oceno invalidnosti in je navedena v prej navedeni pravni podlagi, to je kot priloga pravilnikov o delu izvedenskih organov, kjer je na koncu točno navedeno za posamezno stanje bolezensko po mednarodni klasifikaciji bolezni, seveda po skupinah, kateri izvidi so potrebni, da se štejejo, da je medicinska dokumentacija popolna. Kot sem omenil, delovno dokumentacijo se začne pridobivati potem, ko prispe obrazec IZ-1 z medicinskimi izvidi na ZPIZ. Delovna dokumentacija je sestavljena iz 3 obrazcev: obrazec DD-1, ki ga izpolni delodajalec, obrazec DD-2, ki ga izpolni zavarovanec, in pa obrazec DD-3, katerega izpolnjuje Zavod za zaposlovanje pri nezaposlenih osebah. V okviru pridobivanja teh obrazcev se lahko opravijo tudi dodatne poizvedbe o delovnem mestu in pa v poklicu zavarovanca. Vse te postopke pa vodi strokovni delavec, kot je že bilo rečeno, seveda se pa lahko v zvezi s tem, kaj je potrebno še pridobiti, posvetuje z zdravnikom izvedencem. In tudi obratno, zdravnik izvedenec lahko zahteva po proučitvi razpoložljivih podatkov o delovni dokumentaciji še kakšne dopolnitve, to je zlasti v primerih, ko obstajajo neskladja med tem, kaj navede delodajalec v obrazcu DD-1 in med tem, kaj dejansko navaja sam zavarovanec v obrazcu DD-2. Včasih prihaja tle do velikih nasprotij, zlasti kar se tiče teže bremen, kar se tiče izmenskega dela, kar se tiče obsega opravljenih določenih aktivnosti. V skrajnem primeru, vkolikor se to ne razjasni z dodatnimi pojasnili, se lahko, to je tudi zapisano v pravilniku o delu izvedenskih organov, opravi ogled delovnega mesta s strani izvedenca oziroma predsednika invalidske komisije pri samem delodajalcu. Namen ogleda je seveda, da se dejansko razjasnijo vse okoliščine, ki se nanašajo na obremenitve in pa obremenjenosti na delovnem mestu in so pomembne za oceno invalidnosti. Tole je primer, kaj vse je navedeno v obrazcu DD-1, ki ga je dolžan izpolniti delodajalec. Delodajalec ga izpolni skupaj z svojo osebo, ki jo ima zadolženo za ali pa pooblaščeno za varnost pri delu, in pa z izvajalcem medicine dela, ki je zadolžen za izpolnjevanje zdravstvenih podatkov v teh oziroma podatkov o zdravstvenih obremenitvah na delovnem mestu. Mi smo že, torej mi kot ZPIZ, smo ob izdaji, ko je prišel v veljavo obrazec DD-1, izdelali tudi tole shemo, kjer je točno razvidno, katere rubrike izpolnjuje
sam delodajalec, katere izpolnjuje oseba pooblaščena za varnost pri delu in katere rubrike je dolžan izpolniti izvajalec medicine dela. Zraven bi omenil še pomen, da je s tem obrazcem DD1 in s temi zapisi seznanjen tudi sam zavarovanec, to tudi potrdi s podpisom. Večkrat se nam zgodi, da ta podpis manjka, kar predstavlja seveda kar velike težave pri eventualnih kasnejših postopkih, zlasti sodnih postopkih, ko se ugotavlja, ali je bil zavarovanec sploh seznanjen s podatki o svojem delovnem mestu, ki jih je posredoval delodajalec. Obrazec DD2 je nekoliko prilagojen, ni tako obsežen, kot je obrazec DD1, izpolni ga sam zavarovanec, žal pa je postala to rutina, kljub temu, da ob vsaki taki priložnosti, kot je tudi današnja, ko govorimo o postopkih predstavitve invalidskih komisij, apeliramo na zavarovance, da čim bolj natančno izpolnijo te obrazce, zlasti kar se tiče predlogov, ki so navedeni na koncu, s poudarkom predvsem na možnosti poklicne rehabilitacije. Nenazadnje, trudili smo se, da je obrazec seveda, da ga lahko vsakdo izpolni, pa še vedno obstaja tudi možnost, da če določena vprašanja niso povsem razumljiva, da se lahko obrne zavarovanec tudi na strokovnega delavca, ki mu je poslal ta obrazec, in strokovni delavec je tudi dolžan potem izpolniti vse te podatke, potem ko opravi razgovor z zavarovancem oziroma pridobi dodatna pojasnila strani zavarovanca, in izpolnitev strani strokovnega delavca šteje povsem enako, kot če bi jo izpolnil sam zavarovanec, seveda se mora po obeh primerih zavarovanec podpisati. Ko imamo vse te podatke zbrane, se pa začne ocena invalidnosti. Glavna metoda, ki jo uporabljamo v tem, je metoda, ki jo uporablja celotna medicina dela po svetu, torej metoda tehtnice. Na eni strani tehtnice imamo objektivno oceno funkcionalnosti zavarovanca, torej zdravstvene težave zavarovanca, omejitve funkcije posameznih organov, posameznih udov, ki morajo seveda biti pa objektivne, to je poudarek. Na drugi strani pa imamo objektivne podatke o delovnem mestu in pa o poklicu zavarovanca. Seveda s to tehtnico se potem ugotavlja, s katerimi ukrepi na delovnem mestu ali pa pri samem zavarovancu lahko pride do ravnovesja te tehtnice. Pomeni po domače, katere omejitve delovne zmožnosti je potrebno podati, da je ta tehtnica v normalnem stanju oziroma da se zavarovanec z priznanimi omejitvami povsem enakovredno vključi v delo. Na levi strani je naveden še biopsihosocialni model. To je seveda želja vseh nas, da bi se funkcionalno zavarovanca ne določala samo na podlagi, koliko je okvarjena določena funkcija, ampak bi se določala tudi na način, da bi se upoštevale vse ostale okoliščine, torej tako socialne motivacije, motivacije tako zavarovanca kot njegove okolice, tako da biopsihosocialni model seveda vse bolj prodira v to ocenjevanje invalidnosti, vendar ga pa zakonodaja zaenkrat še ne predvideva, torej zakonodaja strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako da tukaj upoštevamo pač tiste podatke, ki jih lahko pridobimo na podlagi izvidov in pa seveda tudi glede na podlagi razgovora z zavarovancem. Ko ugotovimo, kakšne so dejansko težave pri zavarovancu in kakšne so obremenitve na delovnem mestu, potem pa pridemo do vsebinske ocene, ki jo prikazuje tale shema in že na prvi pogled kaže, da je to kar precej zakomplicirana zadeva. Namreč tu so navedene vse oblike mnenj, ki jih poda invalidska komisija. Povsem razumljivo je, kaj pomeni ni invalidnosti, to pomeni, da je zavarovanec še nadalje zmožen za opravljanje svojega dela in dejavnosti brez omejitev. Potem imamo možnost dati mnenje, da zdravljenje ni končano, kadar se predvideva še neka sprememba v zdravstvenem stanju. Potem so pa navedene že prej opisane 3 kategorije invalidnosti, prva, druga in tretja. Kot vidite, je zakonodajalec predpisal pri drugi kategoriji invalidnosti, kratica DC pomeni delovni čas, DM je delovno mesto,
Pri drugi kategoriji invalidnosti kar velik nabor, širok nabor različnih ocen in različnih oblik. Potrebno je pa vedeti, da v vseh primerih druge kategorije invalidnosti, razen v zadnjih dveh alinej na levi strani, prihaja v upoštev poklicna rehabilitacija. O tem bom razložil kasneje. Meja pri ocenah glede pri osebah, torej pri drugi kategoriji invalidnosti, to so osebe, katerih delovna zmožnost je zmanjšana za 50% ali več, torej niso več zmožni za opravljanje svojega poklica, je 50 let in pa 55 let. Namreč meja do 50. leta omogoča poklicno rehabilitacijo tudi za krajši delovni čas, medtem ko do 55. leta pa poklicno rehabilitacijo za poln delovni čas. Tle je prišlo do ene situacije, vsakdo, ki bi se malo poglobil v to, bi ugotovil, da kaj pa storiti z ljudmi, ki so med 50 in 55 letom starosti in imajo krajši delovni čas, pa niso več zmožni za opravljanje poklica. Tu je zakonodajalec, ne vemo ali namenoma ali ne, nekako pozabil pod narekovajem na te zavarovance in seveda te zavarovance smo potem mi dolžni opredeliti kot upravičence do invalidske pokojnine. Tretja kategorija invalidnosti prav tako predvideva več oblik, kada če je, kot rečeno, krajši delovni čas, zraven posebej je ločena dejavnost, ki pa je izenačena glede pravic, kot je bilo že uvodoma povedano. Potem imamo še pa eno možnost, to je pa izbirna pravica do poklicne rehabilitacije, ki pa je možna pri vseh zavarovancih, pri katerih je podana bodisi druga kategorija invalidnosti nad 55 let in nimajo že avtomatično pravice do tega, in pa tudi pri vseh zavarovancih, kjer je predvidena tretja kategorija invalidnosti. To bo prikazano v naslednjem slajdu. Spoštovani kolega, sam to pol ure že mimo, tako da bi lepo prosila, da počasi. Velja. Tu je pravica do poklicne rehabilitacije, malo natančneje opredeljena pri enakih kategorijah invalidnosti in ravno na to poklicno rehabilitacijo bi se malo bolj osredotočil, namreč gre za usposobitev za drug poklic ali delo, ali pa za isti poklic ali delo, s tem, da se prilagodi delovno mesto. To prihaja v upoštev takrat, ko oseba ni več zmožna za opravljanje svojega poklica in pa seveda, če uveljavlja izbirno pravico do poklicne rehabilitacije. V praksi to pomeni, da če izvedenec presodi, da je pri nekomu podana druga kategorija invalidnosti ali pa da vidi, da zavarovanec uveljavlja izbirno pravico do poklicne rehabilitacije, potem poda preliminarno mnenje. To je primer preliminarnega mnenja, kjer točno piše, katere omejitve delovne zmožnosti pridejo pri zavarovancu v upoštev. To je pomembno z tega vidika, ker je s temi omejitvami že pred samo invalidsko ocenitvijo seznanjen tako zavarovanec kot tudi delodajalec. Namreč, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi takšnega mnenja opravi predstavitev poklicne rehabilitacije, pomeni povabi se zavarovanec in delodajalec, od marca 2021 poteka v Ljubljani in v Celju, in se obema predstavijo tako omejitve, seveda delodajalcu ne z medicinskega vidika nič, ampak samo omejitve, ki so predvidene, hkrati se pa tudi zavarovancu predstavi in delodajalcu predstavijo vse oblike. Po predstavitvi se zavarovanec izjasni, ali ga zanima poklicna rehabilitacija in to potrdi s takšno izjavo. Enako stori tudi delodajalec, da je s tem seznanjen in lahko že delodajalec sam predlaga, v kakšni smeri naj bi se ta poklicna rehabilitacija izvajala. Seveda v primeru negativne odločitve se podpiše negativni obrazec. S takšno napotnico se potem zavarovanca napoti k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije, teh je 13 v Sloveniji, ki opravi potem temeljito obravnavo zavarovanca in poda na koncu mnenje, katera oblika poklicne rehabilitacije prihaja v upoštev. 5 oblik je predvidenih, s strani ZPIZ-a smo najbolj zainteresirani za prilagoditev delovnega mesta, ker je to enkratni strošek, seveda so pa možne tudi vse ostale oblike. K vsakemu predlogu se potem natančno tudi poda poročilo strokovne institucije, ki predstavlja potem podlago za izdajo izvedenskega mnenja. Izvedensko mnenje se
podana senatu. Tu bi rad omenil tisto, kar je bistveno. Na senatu invalidske komisije, ko je vabljen zavarovanec in delodajalec, je to zadnja možnost, da se lahko zavarovanec odloči za poklicno rehabilitacijo. Temu sledi potem odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v primeru poklicne rehabilitacije tudi pogodba o poklicni rehabilitaciji, ki je tripartitna. Seveda, če se kdo ne strinja z odločbo, temu sledi potem možnost pritožbenega postopka, vse do skrajne inštance, to je uveljavljanje sodnega varstva. Praktični pomen odločitve za poklicno rehabilitacijo za zavarovance je s tem, da so že pred samo ocenitvijo seznanjeni z omejitvami, vso reševanje problematike v zvezi z delovnim mestom, vrsto poklicne rehabilitacije prevzame Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in pa rešuje se seveda povsem konkreten primer omejene delovne zmožnosti. Za zavarovanca in delodajalca v teh postopkih ni nobenih stroškov. Tekom poklicne rehabilitacije, če se zavarovanec odloči, se lahko spremeni tudi oblika, zlasti če pride do opustitve kakšnega izobraževalnega programa. Če nastopijo zdravstvene težave, se lahko tudi podaljša poklicna rehabilitacija, prekine pa se poklicna rehabilitacija samo v primeru, da seveda zavarovanec lažno prikazuje, da se je udeleževal nekih oblik poklicne rehabilitacije, takrat je seveda dolžan povrniti stroške, v vseh nasprotnih primerih pa ne. Za zaključek, kot sem rekel uvodoma, telesna okvara se je spremenila, od 30.10. namreč obstaja zakonsko predpisana odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar in od 50% invalidnosti naprej pripada tudi finančno nadomestilo za vse oblike telesnih okvar, ne samo za posledice poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kot je bilo v preteklosti, ampak tudi za vse ostale. Kar se tiče ocenitve, obstaja obrazec, ki ga lahko vsak zavarovanec vloži sam na spis in priloži zraven izvide. Ni potrebno to preko zdravnika ta postopek, ampak je ta obrazec na voljo tako na internetu, kot tudi na vseh območnih enotah ZPIZ-a. To bi bilo z moje strani, se opravičujem, ker sem podaljšal, upam pa, da tudi kaj povedal, kar je zanimivo. Ja, najlepša hvala, dr. Kramžar. Ja, seveda ste povedal res osnove invalidskega upokojevanja, vse postopke, tako da najlepša hvala za to pregledno predavanje. Res mi je žal, da smo vas morali malo preganjati. Bi pa zdaj povabila kot drugo predavateljico Darjo Molan. Darja ima izkušnjo zdravljenja raka dojke v letih 2013-2014. Sicer je po poklicu univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike, zaposlena v poklicu. Napisala je tudi knjigo Vem, da zmoreš, Darja, in sicer je bila izdana leta 2015, kjer opisuje svoje soočanje z rakom dojke in je zelo aktivna v Združenju Evropa Dona, kjer tudi svetuje bolnicam z rakom dojke glede invalidskega upokojevanja, poklicne zaposlitvene rehabilitacije in je tudi na tako imenovanem vročem telefonu glede tega za njihove članice. Tako da, Darja, lepo prosim, da nam predstaviš izkušnje bolnic iz prve roke glede invalidskega upokojevanja. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala, Lorna. Se pravi, jaz sem dobila to nalogo, da predstavim tudi vidik nas bolnic in sicer s postopkom pridobivanja invalidnosti. Tako da jaz sem rekla, da bom najlažje naredila to na tak način, da bom kar naredila kratko anketo, ki jo bom v teh 15 minutah tudi predstavila. Bom dala še video. Tako, in sicer anketa je bila podeljena v skupini Mlade borke z rakom dojk, pa tudi še ena malo bolj splošna skupina, kjer so pač na anketo odgovarjale tudi samo bolnice z rakom dojk in poslano je bilo tudi našim sekcijam v Evropi Doni. Jaz bom šla kar počas po tele anketi, na hitro, tako da bomo v 15 minutah gotovi. Kot prvo je bilo moje vprašanje, če imajo bolnice priznano kategorijo invalidnosti.
V 48% je bila ta invalidnost priznana, v 31 ne, se pravi, moram povedati, da je odgovarjalo 235 bolnic. Vsaj začelo je to anketo toliko odgovarjati, nekje 170 je pa celotno anketo odgovorilo. V redu, se pravi, 112 bolnic je odgovorilo, da ima priznano kategorijo invalidnosti, 74 da ne, kar je 31%, in pa 13%, da je v pridobivanju invalidnosti. Potem so imele tudi na izbiro drug odgovor, in sicer so lahko individualno povedale svoje mnenje, se pravi, če ima invalidnost. In sicer recimo eden od takšnih odgovorov nisem dala za izračun invalidnosti, ker so mi povedale soborke, da glede na moje stanje bi bilo premalo točkovana. Tukaj se mogoče kaže, da gospa ne ve točno, ali je to za invalidnino ali za invalidnost. In tukaj v bistvu opažamo tudi, da pride večkrat do teh težav menjanja samih terminov. Kdo vam je omenil možnost pridobitve invalidnosti, je bilo moje drugo vprašanje, in sicer v 31% so to izvedeli od prijateljev ali znancev, da lahko, v 13% iz Združenja Europa Dona, v 25% jim je to omenil družinski oziroma osebni zdravnik, in pa 11% so odgovorile nekaj drugega, se pravi, ali nisem vedela, ali je podporna skupina Maribor, ali sorodnica zdravnica. V glavnem, na koncu je to nekako so izvedele, so prišle do tega podatka, kakšna pa tudi napisala, da ji ni tega nihče omenil, ali da je pač to našla na spletu, to informacijo. Tretje vprašanje, kdaj ste se odločili za pridobitev kategorije invalidnosti? Prvi odgovor, že med bolniško sem vedela, da bom poskušala pridobiti kategorijo invalidnosti, je to odgovorilo 21%, da je v 28% osebni zdravnik samo dal odločbo za pridobitev kategorije invalidnosti med bolniškim staležem, v 11%, torej 26 bolnic, pa je odgovorilo, da so se za pridobitev kategorije invalidnosti odločile šele, ko so se vrnile na delovno mesto in ugotovile, da je delo za njih pretežko. Potem pa spet me je zanimalo pač drugi odgovori, ki ne spadajo v te tri, in sicer so bili pa takšni. Nisem se odločila, ne vem, če sem sploh upravičena. Nisem vedela, da lahko. Po 10 letih, ko so se začele še druge težave, je oddala šele vlogo. Se pravi, po 8 letih, ker nisem vedela, da mi to sploh pripada. Ne želim dobiti invalidnosti, ker pa imam omejitve pri delu. Želim pisno potrdilo o teh omejitvah. S tem sem se začela ukvarjati zelo pozno, ker mi ni nihče omenil te možnosti. Na invalidski komisiji so mi rekli, da mi ne pripada zaradi prenizkega procenta. To je verjetno spet bilo vezano na invalidnino. Še razmišljam o tem in iščem odgovore. En odgovor je bil tudi za me prisilil to, ker mi niso hoteli podaljšati bolniške, čeprav zdravljenje ni končano. Vprašanje 4. Kakšna je vaša izkušnja z vložitvijo vloge za postopek pridobivanja invalidnosti na ZPIZ-u? Torej, zdravnik je sam po zdravljenju predlagal vlogo, so odgovorile v 18%. Obrnila sem se na osebnega zdravnika, ki je brez težav izpolnil vlogo. To je bilo v 36%. In pa ta odgovor sem pa v bistvu tudi dala, ker me je zanimalo, ker smo imeli tudi par takšnih klicev, torej osebni zdravnik ni želel izpolniti vloge ali je za izpolnitev zahteval plačilo. To je tako odgovorilo 7 bolnic, kar je 3%. In pa drugo. Bomo tudi te odgovore pogledali. Veliko jih je vlogo dalo same, zato niso imele teh težav. Vlogo sem vložila sama, iz ZPIZ-a so me obvestili, da mora vlogo izpolniti zdravnica. Obrnila sem se na osebnega zdravnika, ki je s težavo podal vlogo. Osebni zdravnik je izpolnil vlogo, vendar s težavo. Urejala sem sama, ker je bil osebni zdravnik mnenja, da mi ne pripada. Osebni zdravnik je predlagal, da izpolnim sama. ZPIZ je poslal postopek,
Nimam, nisem še tega storila. Peto vprašanje. Je osebni zdravnik pri izpolnjevanju vloge za invalidnost označil tudi pridobitev odstotka telesne okvare? Ja, je odgovorilo 25%, ne, je odgovorilo 31%, kar je več kot ja. Sem ga opozorila, a ni želel, to so bile 4 bolnice, in pa drugo, nas je spet zanimalo, v 15%, 35 bolnic je odgovorilo tudi, da se je nekaj drugega. In sicer sama sem mu predlagala, to sem si uredila že prej in sama. Se pravi, največ kot so bolnice same izpolnile in so tudi same označile. Zdaj, zakaj sem jaz dala ta odgovor, sem ga opozorila, a ni želel. Je pa zaradi enega dotičnega primera, ki sem ga imela pred 2 tedni, in sicer bolnica ga je prosila, da označi tudi telesno okvaro, pa je rekel osebni zdravnik, ne, to se pa ne dela več. In je vlogo poslal na spis, brez da bi označil, da bi šlo tudi za izračun telesne okvare. Potem sem jaz tej gospe svetovala, da naj se obrne na osebnega zdravnika in pove, da se je telesna okvara vedno podajala, pač izračun, da se je vedno podajal, da se le invalidnina ni izplačevala zdaj do pred kratkim, sedaj pa zopet se. Naj ga na to opozori. In ga je opozorila, ampak je on rekel, da zdaj ne more nič več narediti, ker je vloga že podana, je bila pisna, se pravi v pisni obliki, hardcore obrazcu. Pa mene tudi mogoče zdaj zanima, bom pa vprašala gospoda Kramžarja, doktor Kramžarja, kaj lahko bolnica v tem primeru naredi. Se pravi, po opozorilu je označil. Gremo zdaj naprej na vprašanja. 6. vprašanje, ste v postopku pridobivanja kategorije invalidnosti bili seznanjeni z možnostjo poklicne rehabilitacije. V 31% so bile, v 36%, kar je zopet več kot ja, niso bile seznanjene z možnostjo poklicne rehabilitacije, in pa 6%, 14 jih je odgovorilo, da, vendar mi ni bila obrazložena, če bi to, kar vem sedaj vedela takrat, bi se odločila zanjo. Ne, le preko predavanja Evrope Done. Pri izpolnjevanju obrazca sem vedela, da to obstaja, vendar zaradi nezadostnih informacij se nisem odločila za to. Ja, na predavanju Evrope Done, ja, vendar pomanjkljivo. Ena je pa tudi napisala, da je SP, kar verjetno zopet misli, da ji ne pripada poklicna rehabilitacija. 7. vprašanje, ste imeli pri vračanju nazaj na delovno mesto težave z delodajalcem, če ja, kakšne? 22% jih je odgovorilo, da ni imelo težav, in pa ta odstotek je tudi večji, ampak je v vsebinskih odgovorih. Je pa tudi kar veliko takih, kjer pa so težave. Se pravi, nisem bila več zmožna opraviti svojega dela, sporazumna odpoved, tako, če delaš naprej in si tiho, si ima ok. Da bodo težko našli delovno mesto za 4 ure brez omejitev, da ni možno zaposlitev invalida, da si najrajši želi, da se ne bi vrnila nazaj, da naj prijem poskusno, ker me za 4 ure nima kaj porabiti. Bilo je grozno, popolnoma so me izločili iz delovnega procesa, ni upošteval mojih delovnih omejitev in tako dalje. Tako. Tega kar nekaj, bom tudi ta dokument podelila, če boste želeli. 8. vprašanje, je bil delodajalec naklonjen prilagoditvam delovnega mesta? Ja, v 40%, kar pomeni, da v polovici skoraj so delodajalci naklonjeni in se tudi upoštevajo omejitve, v 11% ne, v 2 primerih, kar je 1%, ni našel primernega delovnega mesta, zato me je odpustil. In pa potem še ostali odgovori. Moje delovno mesto je ostalo isto, prvo leto so sodelavci malce pripazili name, da mi ni bilo potrebno dvigovati težjih stvari, potem pa hitro pozabijo. Opravljala sem isto delo kot prej, le težkih stvari nisem dvigovala, iz pogodbe šivilja me je dal na nižje delovno mesto za pomožno šiviljo in nižjo plačo.
bila sem razporejena na isto delovno mesto z omejitvami iz odločbe, kar je pa recimo dober primer. Tako ste se odločili za poklicno rehabilitacijo. Ja, je odgovorilo 16 vprašanih, to je 7%, ne 114, kar je skoraj polovica, 49%. Kaj je to poklicna rehabilitacija? Je odgovorilo 25 bolnic, kar je 11%. In pa drugo, ni mi bila predlagana, upam, da bom imela to možnost. 10. vprašanje, bi vam bilo lažje, če bi vas ZPIZ kontaktiral že med samim bolniškim staležem in bi vsi skupaj z delodajalcem našli najboljšo možno prilagoditev, možnost prilagoditve delovnega mesta. Da v 40%, kar je 93 vprašanj, ne v 18% in pa drugo 10%. Ni delovnega mesta za invalide, nisem imela teh težav, z delodajalcem se ni možno karkoli dogovarjati. Naslednjo, bi morda želeli deliti še kakšno izkušnjo z vračanjem na delovno mesto, ki v vprašalniku ni bila navedena. Tukaj je tudi podanih kar nekaj odgovorov, bom šla na hitro čez. Vračanje na delovno mesto je zahtevno, že zaradi daljše odsotnosti, je pa težko najti razmerje med upokojitvijo in delom zaradi delitve del in zaradi financ. Lažje bi bilo, da bi bila komunikacija med ZPIZ-om in delodajalcem, ker tisti papir z omejitvami je in ni. Odvisno spet od delodajalca. Sama sem imela kar nekaj slabih izkušenj, delam pa na bencinskem servisu. Nobeden ti nič ne pove, vse moraš sam najti. Niti pomisla nisem, da bom imela težave. Morda bi bilo dobro, da se nas opozori, da niso vsi delodajalci naklonjeni invalidski upokojitvi, čeprav vem, da imamo v službi primere z invalidsko upokojitvijo in seveda opozorilo, kaj me čaka, če se delodajalec ne strinja. Moja izkušnja res ni lepa s tem, da so me premestili v drugo stavbo med druge sodelavce in me dodelili najslabši delovni čas. Skratka, počutila sem se, kot da sem za odpis. Pogrešam bolj podrobna navodila za telesne omejitve. Več informacij o invalidnini. Tak je pa tudi meni osebno všeč. Bolnicam bi bilo veliko lažje, če bi se kdo sistematično ukvarjal z vprašanjem vračanja na delovno mesto in bi se nam ob koncu zdravljenja predstavile možnosti glede invalidnosti, telesnih okvar, skrajšanega delovnega časa. Po določenem času oziroma menjavi nadrejenega se lahko vse spremeni, omejitve iz odločbe gredo v pozabo. In tako naprej. Zdaj, to je vidik recimo 150 bolnic, ki mislim, da je kar ena takšna skupina, ki nam pove neko grobo sliko. In iz tega je še tako bolj vidno, kako potrebna je zgodnja poklicna rehabilitacija, kjer se bo nekdo sistemsko ukvarjal s tem, se pravi nek organ, ki bo kontaktiral delodajalca in bo imelo to neko večjo težo in bo vsi trije skupaj našli neko pravo odločitev, ki upam, da se bo potem tudi pač bolj upoštevala. Ker zaenkrat, kar je, kot je povedala Lorna, delam tudi pač na telefonu za pomoč preko Evrope Done. Vem, da tiste, ki nimajo težav, ne pokličejo, je pa kar nekaj takih, ki jih pokliče in imajo težave z vračanjem. In tukaj je treba verjetno sistemsko veliko še narediti, zato da bolnica, ki bo končala zdravljenjem ali že med samim zdravljenjem, da bo bila seznanjena z vsemi postopki in z vsemi možnostmi, ki ji pripadajo in ki se jih lahko poslužuje. Toliko iz moje strani. Jaz sem samo še za starost tukaj vprašala. 36% jih je bilo med 40 in 50 letom, 6% med 20 in 39, 28 med 51 do 65, se pravi, to so bolnice, ki so v delovnih razmerjih in so invalidsko upokojene, in pa 3 so bile take, ki so bile starejše. In recimo, da to odpade. Tako, toliko iz moje strani. Hvala. Lorna, Darja, najlepša hvala, Darja, za tvojo prezentacijo in res za tvoj trud, da si povprašala bolnice, bazo. Tako da lahko
dobimo občutek, s kakšnimi težavami se bolnice pa v realnosti ukvarjajo, in kako jih res moramo opolnomočiti, tako mi kot tudi seveda družinski zdravnik, veliko na tem pa delate seveda društva, bolnikov z rakom, tako da seveda je pa tudi celostna rehabilitacija, naš projekt celostne rehabilitacije namenjen temu, da bi bolnikom omogočali zgodnjo poklicno rehabilitacijo, kar je zelo pomembno. Tako da najlepša hvala. Zdaj bom pa jaz predavanje z naslovom Bolnice z rakom v procesu vračanja na delo, magistra Olivera Masten-Cuznar. Kolegica je specialistka splošne medicine in je 24 let zaposlena že na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in od leta 2013 vodi tudi oddelek imenovanih zdravnikov območne enote Ljubljana. Je pa tudi predavateljica na podiplomskem izobraževanju na katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete in aktivno sodeluje na izobraževanjih zdravnikov, tako doma kot v tujini, in tudi občasno dela v ambulanti splošne in družinske medicine. Tako da lepo prosim kolegico Masten za predavanje. Hvala. Mikrofonček je še izključen, Olivera. Tako. Pa mogoče, če greš še na celozaslonski način. Spodaj v... Prej je lepo šlo, zdaj pa... Zdaj pa noče, pa nič, škrat ga je zagodil, pa bomo pa kar takole. Ja, bomo kar takole. Pa je mogoče zdaj uspelo? Pravzaprav je bilo še boljš prej, ker zdaj pa vidimo naslednjega. Ampak ja, jaz mislim, da kar pustimo, tako da ne bomo časa zapravljala. Potem bi pa mogoče jaz kar začela. Najprej lepa hvala za povabilo in lepa hvala tudi vsem predhodnikom, ki so me tako lepo popeljali do konca. Moje delo je delo imenovanega zdravnika, torej ukvarjam se z bolniškim staležem, z medicinskimi pripomočki, z rehabilitacijo v zdravilišču. In želela bi nadaljevati zgodbo z eno mislijo francoskega filozofa in pisatelja, da poleg ostalih dobrih stvari, ki jih delo opravlja, da skrajšuje čas in dejansko podaljšuje življenje. Žal podatkov v Sloveniji o tem, kako je z vračanjem bolnic po raku dojke, prav posebnih nisem našla. Ampak ko pa pogledamo nekako evropsko literaturo, raziskovalno literaturo, pa ugotavljamo, da je ta proces in pa odstotek povratnikov na delo zelo, zelo, zelo širok. Nekje od 30 do 93 odstotkov oziroma v povprečju tam nekje 62 odstotkov. Seveda je zelo pomembno, kakšna je starost teh povratnikov. Skratka, nekje do 50 let je 74 odstotkov, jih je mlajših od 50 let in pa seveda 30 odstotkov je starejših od 50 let. Kot so vsi moji predhodniki že lepo opozorili, da pravzaprav mora biti načrt vračanja na delo najzgodnejši sestavni del rehabilitacije in nedvomno je sestavni del rehabilitacije. V to zgodbo smo pravzaprav vključeni kar vsi. Ampak med dejavnike vračanja na delo je seveda potrebno upoštevati pravzaprav vse lastnosti samega bolnika, bolnice,
od lokacije do poteka bolezni, od tega, da smo v tem hipu COVID situacije začeli ugotavljati, kako pomemben je čas čakanja na diagnostiko, na zdravljenje, na rehabilitacijo. Skratka, da pač dočakamo remisijo, dočakamo stagnacijo ali pa na žalost morda celo progres bolezni. In seveda ni vse samo v teh podatkih o zdravljenju. Vse svoje naredijo tudi stranski učinki zdravljenja, psihične posledice, ki se ob tem pojavijo. Na drugi strani pa seveda tudi pogoji dela, narava in pogoji dela, od fizičnih do psihičnih obremenitev in pa možnosti prilagoditve. Kot so že moje predhodnice, od gospe Darje Molanove pa seveda tudi Vesna, opozorili, da je pozitivno naravnano delovno okolje, da so sodelavci in pa predpostavljeni svojim pogledom na bolnico z rakom, ki se vrača na delovno mesto, izjemno pomembno. Ampak zanimivo, od vseh teh dejavnikov je prav v literaturi, ki sem jo pregledovala, se je izkazalo, da so osebnostne lastnosti bolnika, rakavega bolnika, najpomembnejše v procesu vračanja. Če te dejavnike vračanja na delo pogledamo nekako z dveh plati, ugotovimo, da so prvič povezani s samo boleznijo in pa samim zdravljenjem, v tem, kar sem že v začetku nekako načela, torej od razširjenosti napredovanja bolezni do stranskih učinkov dopolnilnega zdravljenja, do tega, ali je bila že izvedena rekonstrukcija dojke, ali je posledično se razvil limfedem roke, in pa seveda vseh ostalih posledic od kognitivnega, nefrološkega, pa skratka, v kakšnem stanju je pravzaprav bolnica v zaključenem zdravljenju. Ker se ukvarjam z bolniškim staležem, je pogosta dilema bolnic, kaj pa, če se ne odločim za dopolnilno zdravljenje, kaj pa se bo zgodilo z mojim bolniškim staležem? Ali mi bo imenovani zdravnik zaključil bolniški stalež? Naj vse tiste bolnice, ki o tem tako ali drugače razmišljajo, na tem mestu takoj potolažim, da tako kot do samega začetka mojega predavanja poudarjam, pomembno je zdravstveno stanje bolnice. Kakšna je njena odločitev glede nadaljnjega zdravljenja, ne more biti in ne sme biti pomembno za bolniški stalež. Iz lastne izkušnje se spominjam bolnice, ki je z velikim strahom me poklicala, vprašala, kaj naj naredi, da pa se je odločila, da ne gre na kemoterapijo. Pa sva se pogovarjali z osebno zdravnico in je osebna zdravnica mi tudi omenila to težavo, da je nekako ne more pregovoriti, da bi pa morda vseeno poskusila vsaj s kemoterapijo. Nekako sem se odločila, da jo povabim osebno. Prišla je z možem in kar nekaj časa sva se pogovarjali. Ponovno sem jo potolažila, da pač bolniškega staleža ne bom zaključila, tudi če se ne bo odločila za takšno zdravljenje. Ampak kljub vsemu sem bila vesela, ker se je prihodnjič v naslednji obravnavi, ko mi je osebna zdravnica poslala nov predlog, napisala, da se je zavarovanka kljub vsemu odločila za zdravljenje s kemoterapijo. In pravzaprav v največjo veselje mi je bilo, ker se je ta gospa potem po zaključeni kemoterapiji, po zaključenem operativnem zdravljenju vrnila preko skrajšanega delovnega časa nazaj na delovno mesto. Ampak pojdimo naprej glede dejavnikov vračanja na delo. Tako kot smo že prej nekako omenili, je v povezavi z vračanjem na delo izjemno pomembno delovno okolje. Pomembne so fizične in psihične zahteve delovnega okolja. Veliko vlogo igrajo že odprej slabi ali pa dobri odnosi med sodelavci. In pa seveda tako, kot je samo zadovoljstvo ali pa nezadovoljstvo z delom, že iz preteklih časov.
motiviranost ali pa nemotiviranost za delo. Skratka, tudi bolnice z rakom dojke so pravzaprav kronične bolnice. Kronične bolnice v tem pogledu, da so morda v tem trenutku ozdravele, da ni znakov bolezni, pa kljub vsemu nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v prihodnjih letih. Naloga nas zdravnikov je, da ocenimo to, da imamo res kar se da čim bolj realne podatke o stadiju bolezni, o psihofizičnem stanju te bolnice, kakšna je njena prehranjenost, kakšna je njena eventualna prehranska podpora. Zelo pomembno je po naših izkušnjah zelo ustrezno in pa pravočasno zdravljenje bolečine, kajti ta bolečina lahko pride v kronično bolečino. In takrat je seveda zdravljenje in pa vračanje na delo bistveno težje. Da gre za individualno prilagojene vaje, da imamo možnost napotitve na rehabilitacijo v zdravilišču, s katero upam, da v našem sodelovanju z družinskimi zdravniki in pa z onkologi nimamo posebnih težav, vsaj čutimo jih ne. Skratka, da ne rečem, da so tukaj tudi možnosti medicinskih pripomočkov in pa da gre v tem procesu rehabilitacije res za učenje nekih novih življenjskih vzorcev in ne da samo je pomembno vključevanje delodajalcev pa sodelavcev, pomembno je seveda tudi vključevanje svojcev. Pa če gremo morda samo na en del našega dela, to je v zvezi z napotovanjem na rehabilitacijo v zdravilišče. Tukaj bi morda opozorila samo na dve zelo pomembni zadevi. Prvič, da napotitev v zdravilišče je smiselna po zaključenem zdravljenju. Torej, ali je to zgolj in samo operativno zdravljenje ali pa gre za zaključeno zdravljenje po kemoterapiji in radioterapiji. In pa seveda, kadar gre za obsežne odstranitve aksilarnih, skratka bezgavk. In pa ena druga reč, ob kateri je včasih nam imenovanim zdravnikom izjemno težko, ker je pač razširjena rakava bolezen, kjer pač ni bilo uspešno odstranjeno rakavo tkivo oziroma tudi drugače rakavo tkivo ni zaustavljeno v rasti, je pač kontraindikacija za rehabilitacijo v zdravilišču in nažalost takšnega zdravljenja oziroma takšne rehabilitacije imenovani zdravniki ne morejo odobriti. Tukaj je samo nekaj ilustrativnih podatkov, kar se tiče prihajanja predlogov in pa odobravanja. Namreč standard zdraviliškega zdravljenja je izbran glede na področje operativno, kemoterapevtsko in pa radioterapevtsko. In kar se tiče zdravljenja raka dojke, je to standard 6, ki pa je seveda dostopen samo v določenih zdraviliščih. Tukaj seveda pričakujemo pomoč osebnih zdravnikov, ki pri predlogu oziroma na predlogu nekako svetujejo tudi svojim bolnicam, katero zdravilišče je tisto, ki takšen standard zagotavlja. Kajti včasih smo v zadregi, ko pač bolnice izberejo neko zdravilišče, na primer pogosto je bilo to zdravilišče Strunjan, pa se je ugotovilo, da pravzaprav Strunjan tega standarda 6 za rehabilitacijo po raku dojke pravzaprav ima. Takrat je bilo seveda razočaranje teh bolnic veliko, ker smo ali zaprosili za izbiro nekega drugega zdravilišča ali pa odobrili pač zdravilišče, ki ta ustrezen standard ima, na primer Dober na Dolenjske Toplice. Moram reči, da se zelo razveselimo, kadar je na onkološkem izvidu napisan performance status po WHO, kajti je eno takšno dokaj, bom rekla,
uporabno in pa dokaj priročno merilo za predstavo o tem, kaj pravzaprav bolnica z rakom dojke zmore. V nadaljevanju bi vam rada predstavila samo še nekaj podatkov, pri katerih se včasih človek zamisli. Naj povem, da pravzaprav v Sloveniji nimamo zgornje meje bolniškega staleža. Torej, nekdo lahko v bolniškem staležu tudi 10 let in več. Ampak, ker smo zdravniki, se zavedamo, da je vračanje na delo že po zelo krajšem času izjemno težavno, izjemno naporno, tako za bolnika oziroma za povratnika na delo, seveda tudi za delodajalca. S tem v zvezi je nekaj indeksov bolniškega staleža, tole je samo pač opozorilo, kaj pravzaprav ti indeksi bolniškega staleža predstavljajo. Ne želim tukaj se posebej ustavljati okrog tega, ampak ker govorimo o resnosti bolniškega staleža, gre recimo v primerih, ko govorimo o rakavih boleznih, takoj ugotovimo, da pač so rakave bolezni tiste, ki predstavljajo največjo resnost, kar se tiče kazalnikov začasne odsotnosti z dela. Seveda so tukaj zajete vse rakave bolezni, ampak tukaj, kar se tiče ženskega dela, seveda je pravzaprav dojka vodilna pri rakih žensk in ta resnost bolezni, to se pravi teh 88 dni, pove nekaj svojega. In če gremo še v nadaljevanje, kjer vam predstavljam od leta 2017 število bolniških staležev oziroma staležnikov skupaj, kjer je viden en tak poskok od leta 2017, recimo tukaj le za 5000 primerov, je morda kljub vsemu številka, ob kateri se človek nekoliko zamisli, ali pa če gremo mogoče še malo naprej, koliko teh staležnikov nad 3 leta in pa naprej recimo nad 5 let, se res človek vpraša, ali resnično naredimo prav vse, da dovolj zgodaj začnemo z rehabilitacijo, z ustrezno rehabilitacijo in pa seveda z zadevami, ki rešujejo naše bolnice z rakom. Tukaj sem ravno pred kratkim dobila en zapis Konzilija Oreh, pa mi je bil res zanimiv. Tako nekako se mi je zazdelo, da absolutno je usmeritev v zgodnjo rehabilitacijo na pravem mestu. In kljub vsemu pa recimo je včasih mogoče to rehabilitacijo začeti že precej bolj zgodaj, pa recimo takšne ocene po 6 letih, po pol leta, res bi si naše bolnice zaslužile zgodnejšo obravnavo in pa zgodnejši začetek takšne rehabilitacije. Zdaj, na kakšen način, tukaj bi se morali dejansko angažirati vsi zdravniki. Za na koncu se samo še vprašam, ali gre naše sodelovanje res v pravo smer. Ti podatki so tako nekoliko nasprotujoči si. In o čem pravzaprav bi morali razmišljati? Na vsak način se mi zdi, da bi morali več pozornosti nameniti tej povezavi med bolnico in pa delodajalcem, ampak to že dejansko že v poteku zdravljenja. Takoj v začetku bi morali razmišljati o tem, kako in na kakšen način bi se ta bolnica lahko vrnila nazaj v svoje delovno. Covid obdobje nam je ponudil možnosti dela od doma. Tukaj se odpirajo precej dobre možnosti tudi za tiste bolnice, ki se počutijo doma bolj varne. Seveda je tukaj zelo ozek spekter dejavnosti, ki bi takšno možnost nudile. Še vedno premalo izkoriščamo skrajšan delovni čas. Tako kot je bilo prej rečeno, to ni samo 4 ure. Skrajšan delovni čas je lahko 1 ura,
2 uri, pa tudi 7 ur. Moram priznati, da imenovani zdravniki močno pogrešamo več sodelovanja specialista medicine dela, prometa in športa, ki dobro pozna delovno mesto. In pa še vedno je premalo izkoriščeno prilagajanje delovnega mesta. Če se ustavim pri tistih 6 mesecih, rehabilitacija je zame kot zdravnika proces od začetka zdravljenja in po vsej verjetnosti do konca življenja. Torej, konča se praktično nikoli. S to svojo mislijo bi jaz zaključila to svoje izvajanje, se zahvalila za posluh in se priporočam za kakšno vprašanje. Hvala. Ja. Najlepša hvala, dr. Olivera. Ja, vsekakor je poklicna rehabilitacija, tako kot smo jo zastavili v sklopu državnega programa obvladovanja raka in tudi v tem pilotu, da gremo po vseh teh sklopih možnih različnih težav bolnice, se pravi, gre za to, da identificiramo težave čim prej in jih čim prej odpravimo v mreži izvajalcev. In tudi, kar se tiče poklicne rehabilitacije, od vsega začetka sodelujejo tudi kolegi iz Soče, iz Centra za poklicno rehabilitacijo. Oni so del multidisciplinarnega tima in tudi del strokovne skupine za celostno rehabilitacijo onkoloških bolnikov. Tako da z njimi se še lovimo, kdaj bolnico najboljš poslati. Ker oni tudi pravijo, da ni dobro čisto takoj poslati, ob diagnozi že, ampak mi jim damo vprašanje, bolnici damo vprašanje že takoj, ali vidi težavo pri vračanju na delo ali ne. Se pravi, da tudi to upoštevamo. Tako da še iščemo tisti optimalen čas, kdaj poslati bolnika v Center za poklicno rehabilitacijo. Je pa problem v Sloveniji, kot vemo, da so specialisti medicine dela, prometa in športa niso del javnega zdravstva. Oni imajo pogodbe z svojimi delodajalcem. Tako da to zelo otežuje tudi v bodoče poklicno rehabilitacijo, ker mi načeloma zdaj lahko pošiljamo vsem v centre za poklicno rehabilitacijo, ki so pa v sklopu Soče. Torej, si prizadevamo tudi v tej smeri, da bi se spremenila zakonodaja, kar je pa zelo zahteven proces, da bi postali specialisti medicine dela, prometa in športa del javnega zdravstvenega sistema. Potem bi lahko mi napotovali bolnika že prej, k njim, ker seveda je najbolj idealno, da ga obravnava specialist medicine tam, kjer je pač delovno mesto. Tako da mi si to vse prizadevamo v sklopu te naše celostne rehabilitacije in vsekakor gre od diagnoze do konca življenja. Sem seveda, zdaj so to začetki in upajmo, da bomo prišli do konca enkrat, v naslednjih letih, da bomo res lahko to nudili vsem našim bolnikom. Seveda v sodelovanju z vsemi vami, brez tega pa ne gre. Zato tudi danes dobrodošli, da lahko takole skupaj premlevamo in sodelujemo. Ja, vse prav to sem imela